En lep pozdrav. V norem svetu, v norem času živimo, kaj ne? Sploh ne vem, kje naj začnem. Pri klovnih, ki se nam kažejo na javnih medijih, ki pravzaprav hočejo pokazati vso svojo končno norost in v isti sapi svojo praznost, svojo vsebino, ki je pravzaprav ni. Nam ljudem, da rečemo halo, pa prazni ljudje, organiziran cirkus nam nekako narekuje tempo življenja, smer miselnega toka, normalizira nenormalnost. Saj nekako smo verjetno že vsi dojeli, da princip zahodnega sveta je čista izmišljotina, ne? Hoditi v službo, da plačaš stanovanje, da plačaš hrano, da v bistvu sploh živiš na tej zemlji, moraš delati. Če to ni suženjstvo, jaz ne vem, kaj je. Zdaj 2 leti se že nekako o tem pogovarjamo, da bomo skupno dojeli, da nekako moramo tej matrici reči not acceptable, ni sprejemljivo in ne želimo več tega živeti. Zdaj marsikdo bo rekel, kaj pa češ, kakšen pa predlog, Turšič? Veste, 2 leti nazaj sem jaz tamle pod hribom na jezeru, vse to sem vam že razlagal, popizdil, kot pes in sem rekel, vse bom postrelil, ampak jih nisem fizično. Začel sem študirati, kako lahko eliminiram svinjarijo, ki ni ta prava okrog sebe. Iz dneva v dan se stvari spreminjajo in napredujejo in bolj ko gledam, bolj vidim, da se ipak gnilo umika in da v bistvu prazno ostaja zadej, da nekje ljudje so me začeli se odmikati, nekako energija, ki jo v meni zagledajo, torej oni so prazni, jaz sem pa poln, ne? In zdaj oni se tega, kar vidijo, pravzaprav na nek način bojijo, ker so izgubili čisto vsak vzvod, prek katerega bi me lahko dotolkli. Zdaj, eden izmed večjih vzvodov, sem vam povedal, je bil ta, da sem pač odpustil sam sebi, odpustil drugim in ljubim vse. Sovraštva jaz v sebi več nimam. To je za moje pojme en zelo velik preskok in zelo svetujem, da ga tudi sami preskočite, da nekako pogruntate, kaj so stvari, ki ste jih v preteklosti sovražili in nekako jih sprejmete. Se spremeniti jih ne morete, a ne? Jih pustite zadaj ali jih sprejmete, tako pač je, a ne? Tisti, ki so nam tupili, kaj pa češ, tako pač je, to velja za nazaj, za naprej pa ne. In tisto, kar ni sprejemljivo, ne sprejemamo v tem trenutku in v naslednjem, kar je pa bilo, je pa bilo. Zdaj sovraštvo na nek način nam probajo to stvar uriniti v glavo in nas, mislim, vsi mediji, vse šolstvo, v kompleten sistem je narejen, da ti nekaj sovražiš, ne? Če drugega ne, gužvo na cesti, gužvo v štacuni, ne vem, visoko ceno mleka, karkoli. In zdaj velik impact imajo seveda odnosi z ljudmi. Nekako sem vam že rekel, kako grozno je, ko nekomu ne želiš odgovoriti na vprašanje, takoj se zaletiš v uno, kaj si sem samo vprašal, pa tako naprej. Ni to čist glih tako, ne? Nismo mi dolžni nobenih kart polagati. Po drugi strani pa smo sami instinktivno na provokacijo reagirali instinktivno z neko reakcijo, ki je imela dost podobno energijo kot sama provokacija. Torej, provokacija ima negativno konotacijo, negativen namen, negativen vzgib in mi smo na negativnost se odzvali z negativnostjo. Zaradi tega smo se precej časa se učimo, pazi, kako reagiraš, ne reagiraj, preštej do 3, 3-krat vdihan. Vse sort stvari smo že probali vključiti v, bom rekel, zdravo vzdrževanje visoke vibracije. Zdaj se mi zdi ena zelo krasna energija, ki si jo sprejel, ne vrni z enako energijo.
Ne? Torej, če te sovražnik udari, nastavi mu še drugo lice. Ne gre to čist glih tako, ampak resnično ljubezen premaga vse. Naša negativna reakcija, na negativno reakcijo ne smemo reagirati negativno. Zdaj upam, da sem vam tudi sam vzor in primer, kako deluje, koliko ene provokacije prileti name strani ljudi pod komentarji in tako probajo me vršt stera, ampak vedno znova in znova vračam, kolikor se da, v mirnem tonu, vedno z mirovniškim pristopom, vedno s pristopom nekonfliktnosti in ako v komentarju začutim, da bi nekdo rad se z mano malo pregovarjal v smislu kontrera mojo izjavo, ne vem, jaz nekaj napišem, on je pa kontrera, valjda kaj pričakuje, da bom se strinjal z njim, ker je kontreral, valjda da ne, on pričakuje, da se bom zdaj zapel v dokazovanje in to, pa se ne, pa se ne. In še enkrat, nekako ne odgovarjajmo na negativo z negativo, kajti satanski pristop, če mu odgovorimo s satanskim pristopom, to nas dela satanske oziroma pezdetu podobne, če rečem iz naslova butalskega vzgiba pustnih šem, oziroma sej ego ni nič drugega, ki je ena šema, pezdetu podobna. In nekdo, ki pizdi nate, ne pizditi nazaj, ne biti tak, kot je on, bodi boljši. Ljubezen premaga vse, smo rekli milijonkrat, in vsakič, ko reagiramo z negativno energijo, svojo čašo ljubezni nekoliko spraznimo, bom rekel, svojo dušo spet popackamo. In naša naloga v tem shiftu je, da ostanemo čisti, oziroma planet se čisti. Ljudi, praznih, strupenih, toksičnih, parazitskih, planet se čisti na osnovi duš ljudi, ki dušo imamo, se naše duše čistijo. Kaj pomeni čista duša? Deluje tako, kot je prav. Greh je packa, negativna reakcija je packa. Beseda, ki nekoga prizadene, je packa. Misli, ki so negativne za vas same, so packa. Mi vsi moramo vibrirati visoko. Mi vsi se moramo zavedati, da je v nas univerz. Da se moramo zavedati, da fizično telo, kot ga gledamo tele na sliki za mano, fizično telo je samo en majhen košček tega, kaj smo. Mi dvigujemo zavest. To, da se energetsko, zdaj je slika glih zginila, da se dvignemo iz fizičnega telesa, je to, da se dotikamo zavesti, v kateri prebiva mnogo visoko razvitih biti. Na momente to že lahko občutite skozi sanje, na momente to lahko zaznate skozi telepatijo, na momente se da to zaznati skozi način, da v bistvu v določeni situaciji stvari veste, enostavno jih veste in reagirate preudarno. Ne reagirate več kapejno vrat včasih, ampak preudarno. Zdaj za mano je slika, kako se skenira telo. Naj vam priznam, da sem se včeraj s tem malo poigraval zvečer in dejansko sem čutil, kako gre skener čez moje telo, kot neki super drobni mravljinci. Svetujem vam, da se v miru posvetite sebi, si date temu podobno glasbo in se uležete in si dopuščate, da galaktične sile, angelske sile, sile univerzuma upravljajo z vašim DNK-jem, z vašim energetskim telesom in nekako dopustite si počitek in dopustite si, da univerz teče skozi vas. Mi smo tukaj, da se dvignemo na nivo zavesti, kjer v bistvu univerzum začutimo znotraj sebe. Boste rekli, Turšič, tebi se res kisa, se zato pa imaš čedalje manj ogledov. Ne, ni zato.
to jaz tako občutam. Jaz ne bom nobenemu solil pameti, stvari spremljam precej globoko in se zavedam, da smo energetska bitja in takole drug na drugega vplivamo na nivoju mentala kot na nivoju srca in štuk višje smo že vsi zvezani smo vsi eno. Razdeljeni smo tle na zemlji s tem, ker smo bili ranjeni. To nekako ne morem mimo tega. Vsak zemljan je bil ranjen, samo to, a se je pozdravil ali ne, je razlika. A ne? Ali si rano pozdravil ali je rano uporabljaš kot ščit oziroma kot izgovor, da si lahko naprej, ne vem, žalosten, negativen, bom rekel, poniževalen, zaničevalen in tako. Zdaj, človek sam po sebi z dušo in srcem ni žaljiv, ni poniževalen, ni zaničljiv, nekako spoštuje vse živo, čeprav neki ljudje izgledajo, kot da so živi, pa niso, so noter mrtvi in tudi njih spoštujemo, kajti vsak ima na tem planetu v tem trenutku svojo vlogo, svojo nalogo. Če mogoče nima svoje naloge, da zraste, ima nalogo, da je nam pomagal zrastati. Spet moj primer doma, jaz sem mojim staršem neizmerno hvaležen, da so mi pokazali, kako sploh svet funkcionira. Če bi rekel samo politika, medicina in ta, bom rekel, ustroj, bi rekel, ok, ajde, ampak zdaj, ko sem v situacijo doma, ki jo imam, pa ko vidim, da nisem edini, bolj ko o njej tem govorim, več mi nekje ljudje tudi znajo reči, stari sem pri meni tudi, ne, pri meni je bila tudi štala, ni pa to bilo povsod, seveda ne, nekateri pa imate krasne družine in krasne izkušnje, Bog vam požegne, imate pač drugačno smer, drugačno, z druge strani prihajate na vrh te gore, vse ok, vsak ima svojo pot, nobenega se ne da nikamor prisiliti, dejstvo pa je, da se moramo zavedati, da smo mnogo višji, mnogo večji, mnogo več kot sam telo, zdaj o tem se pogovarjamo, jaz nekako vam probam to risati v slovenskem jeziku, to ni sicer nič novega, sam doživljam te stvari skozi pasaže, moram reči, da zadnje 2-3 dni, ko so energije, tudi Šumanove in tako, mnogo višje, stvari spet občutam drugače in imam občutek, da dejansko se bližamo temu shiftu, zdaj danes je najdaljši dan, pa jutri bo najdaljši dan, vmes bo pa najkrajša noč v letu, in ta ekvinokci zagotovo, ne, solstici je, ne, to zmeri mešam, to pa se ne morem zapomniti, klinc. Ta solstici bo verjetno nam vsem dodal, kajti na spletu zaznam ljudje iz sveta poročajo mnogo o konkretnih prehodih. Dejstvo pa je, da če ste upeti v hrčkovo derko, ne morate iti čez te stvari, morate se umiriti, morate se dati počivati, pite ogromen vode, ker mora iti iz vas, čisti se telo, čisti se duša, čisti se planet, čistijo se rane, čisti se preteklost in moramo se očistiti in moramo sami sebi pri tem pomagati. Čim manj mrtve hrane, čim več sadja in zelenjave, ki jo je zdaj verjetno na pretek malo več, kot jo je bilo, jaz priznam sam pri sebi, da ne bom zdaj vam pameten, sam imam eno res čudno fazo, paše mi pohano, paše mi meso, paše mi pica, paše mi toast, neverjetno, ne paše mi niti solata, niti kumare mi ne paše, paradajzova solata mi ne paše, mislim, neverjetno, zelje imam, pa sem si ga narezal, pa ga nisem pojedel, ne morem sam sebe razumeti, kaj, ampak še enkrat poslušajte svoje telo, ker ono ve, kaj dela, nič na silo. Jaz načeloma sem zelo malo svinjarije, bom rekel, umazane ali pa mrtve hrane pojedel v zadnjih, ne vem, 3-4 letih, zdaj pa ne vem, imam to fazo, se to je zdaj en teden, 14 dni, tudi to bo minilo, usporedno popijem ogromno vode, imam boso nogo, sem na soncu, sem na travi, sem v pozitivnih mislih in gremo. Zdaj, ko smo prišli na pozitivne misli, pa prej sem zagledal slikico čakre in tako, zdaj Jezus o čakrah ni govoril nič,
Tudi Buda se nekaj s čakrami ni ukvarjal. Nekako bi rad rekel, ti energetski centri in čakre, seveda gre za nizke vibracije, visoke vibracije. Te čakre so krasne za opis in razumevanja našega energetskega telesa, da imamo nizke vibracije, pa močne, pa imamo nežne, pa visoke. To je isto, kot pri glasbi imamo nizke tone, pa visoke nežne tone, je v našem frekvenčnem spektru enaka pesem in čustva. Smo nekako se zdaj o čustvih malo zadnje dni več, pa v zadnjem času, zadnjih nekaj oddaj malo več pogovarjamo. Čustva so tisto, kjer mi gremo na občutiti, in občutili smo v preteklosti bolečino, žalost, strah, jezo, jaz ne vem kaj še vse, pač teh težkih negativnih čustev. Da lahko začutimo kaj več, moramo spustiti te težke in nizke, torej prva, druga, tretja čakra, moramo nehati špilati samo po nizkih tonih, dajmo še malo po visokih zaigrati, nekako ujeti smo v te čustvene zanke in moramo biti z umom toliko skalibrirani, da reagiramo na osnovi čustvene zrelosti. Nekako sem rekel, ne definira nas to, kaj se okrog nas dogaja, ampak to, kako na stvari okrog nas reagiramo. Če reagiramo pezdetovsko, smo pezdetje, če reagiramo, kot bi reagiral Jezus, Buda ali učitelj ali modrec, pa smo njemu podobni. Noben od nas ni toliko hud, da bi to znal, ampak svakog dana, v svakom pogledu sve više in više napredujemo in to je trening, to je journey, to je potovanje, to je nekako pridobivanje veščin in nisi dober mizar čez noč. Enostavno nisi dober v reagiranju na, bom rekel, precej pokvarjen svet čez noč. In to je tisto, ki vam razlagam, ni to čarobna palčka. Vsekakor pa je treba neke stvari spustiti in zapustiti, pa nekako dojeti, da lahko z energetskim delom se dotikamo višjih zavesti, višjih svetov. Tako. Zdaj, da sploh lahko kam zaplavamo, moramo najprej sprejeti sebe. Če ne sprejmemo sebe, potem ne moramo sprejeti nikogar drugega na tem svetu. Ljudje, ki ne marajo sebe, ki sebe niso sprejeli in sebe ne marajo ničesar. Oni so ljubosumni in škodoželjni, če zagledajo koga, ki sebe ima rad, ki je samozavesten, ki ima stoično držo, integriteto in ki ima karakter. Veste, nekako prehajamo v obdobje, kjer materialnost ne bo več merilo. Ljudje so meni nevoščljivi, pa nič nimam. Imam pa karakter, to pa ja. Tega sami nimajo. Imam ljubezen, sami tega nimajo. Imajo sovraštvo, ljubezni ne. In to mi zavidajo in to bi radi spodkopali in to spodkopavajo. Govorim iz svoje izkušnje, pa nisem edini, verjetno tudi med vami ste taki in na svetu smo bili taki. Deli in vlade in tako so nas razdelili in nas brcali, da bi tudi mi sovražili oziroma reagirali iz nizkega nivoja, kjer se oni sami nahajajo. Torej, nesprejemanje sebe je izvir zla, torej kdor sebe ne sprejema, postane sovražen in sovraštvo vrže naprej in v našem, bom rekel, nezavednem stanju smo sovražno reagirali nazaj in tako je Satan ustvaril Satana. Sej Satan je pravzaprav samo stanje zavesti oziroma kaj delimo, kaj vibriramo, kaj oddajamo od sebe. Zdaj lahko si to predstavljate kot radijsko postajo, kot anteno, lahko pa si predstavljate kot da ste balonček, pa imate lepo, zlato, čisto pozitivno energijo, ali ste vsi pokvakani, ali ta energija taka zombijevska. Vsak ima svojo predstavo in vse ok. Ja, v bistvu, da so želeli nas prizadeti, je bila stara praksa, s pomočjo laži, poniževanja, usmerjanja toka našega življenja. Nekako to je bila taka navada, da zdaj marsikdo v svojem fazonu nemoči
še vedno špricne ta isti fazon in nas iz navade želijo ponižati in prizadeti, sploh ne več iz potrebe, ker jim postaja jasno, da nas se prizadeti več ne da. Mislim, mene ne. Upam, da ste že sami sebe zmasterizirali, da če vas nekdo želi prizadeti, je prizadet sam. In to, da želi vas prizadeti z nekimi besedami, kaj ste ali pa kaj niste, to sploh nima veze z vami, to je stvar njega. In ničesar ne jemljite osebno. Oni želijo, da jemljete stvari osebno in da ste prizadeti, ponižani, razočarani in čustveno ranjeni. Ničesar od nikogar ne jemljite osebno. Jaz rad prisluhnem, rad preberem pohvalo o meni ali pa v mojem imenu. Tudi kritiko rad preberem, brez problema, ampak neupravičeno kritiko pa ne dovolim več, a ne? Reagiram lepo, mirno, normalno, nekako človeka izpostavim. Zdaj imam eno tako situacijo. Nekdo mi je nekaj napisal, pa sem rekel, se opravičujem, vendar jaz postajam pozoren na vsakogar, ki komentira, ali je komentar nedvoumen, razločen in pozitivno konotiran. Ne? Jasnost, nedvoumnost in optimistično oziroma pozitivna konotacija v smeri, da je to dobro ali zame ali za kogarkoli, ki to bere. Ne? In nekako se ljudje ob tem ustavijo, ker so prepoznani. Torej tehnika zavajanja je nejasnost, manipulacija in negativno nastrojenost, ne? Torej pesimizem, pa ta večna dvoumnost. Ne? Ti nekaj napišeš, on da dvoumnost, ti karkoli boš odgovoril, je narobe, ker on bo pointerpretiral glih drugače, kot si ti razumel ali pa napisal. Sej razumeti se da pa itak na več načinov. Ne? Tako da ne spuščajte se v te, kjer je dvoumnost, kar lahko rečete, stari, se opravičujem, tole je nejasno, pa dvoumno, pa še pozitivnega. Nima pozitivnega smisla. Torej, negativnosti je ta svet prepoln in mi moramo nehati z uporabo tega in več, ko nas bo, se nas je čedalje več, ki smo pozitivni. Nekako se mi zdi, da iz lukenj zdaj hodijo še ta zadnji, najbolj obupani, ki bi nekako radi opozorili nase, na svojo pomembnost, s pomočjo praznine. Ponuditi nimajo kaj, razen neke naučenosti. Mnogo ljudi spremljam, ki smo jih imeli za, recimo, bom rekel, pomočnike pri prebujanju. Tudi njim hvala lepa, vsakmu posebej, če še nisem vam to povedal. Vsak je pomagal na svoj način. Ampak vidim, da so se zdaj počasi začeli ponavljati in se ponavljajo kot stara plošča. Eno in isto obračajo črke in besede, zdaj nekateri se naslanjajo na znanost. Jaz ne vem, verjetno smo že pogruntali, da znanost je točno kontra naravnosti, kontra normalnosti in znanost v bistvu vedno govori tako, kot sponzorji naročijo. Sponzor je pa vedno tisti, ki je poln denarja je pa tisti, ki želi obvladovati svet in ki ga je. Hvala Bogu se svet sesuva. Jaz mislim, da smo zelo blizu, nekje do novega leta zagotovo, torej smo že na pol poti tega leta oziroma že čez, tako da nekako od nas se zahteva, da zdržimo še malo, da zdržimo pa čakamo, kaj bo, ampak da v bistvu sami sebe na dnevni bazi prepuščamo atu. Prepuščamo galaktikom, prepuščamo angelom, prepuščamo višjemu jazu, prepuščamo skozi mernost misli, mernost srca, mernost čustev, da nismo nekje v preteklosti zataknjeni v neke dogodke, kaj se nam je zgodilo. Se je, kaj ćemo zdaj, kar jokat še, ali kaj? Mislim, jaz imam razlogov, da bi jokal en kup, pa ne. Zaradi tega, ker ni to namen je, da bojevnik gre naprej.
Bojevnik se ne prepušča čustvom, ne prepušča se žalosti, a ne? Se pa je potrebno prepustiti višjemu vodstvu in vsi smo vodeni z višjega nivoja, vendar moramo temu zaupati. Mi smo po umu vsi bili zbrklani, vsi zmešani. Tako da dajte zaupati sebi in svojim spoznanjem in svojim dognanjem. Zdaj okolica še vedno nas želi zapeljati in izterti in zamajati in nam podati neko jebeno drugo mnenje. Ne? Gledam, koliko imajo ljudje težav okrog cepljenja. Ne? Ja, cepljen, ne cepljen, pa jaz sem cepljen, pa mi nič ni, tam oni dol padajo, kaj ste blesavi, vi ne cepljeni, kaj pa če je bil COVID tako nevaren. Skratka, se mi zdi, da mnogo ljudi je res tako močno programiranih, da ne more ven. Zdaj ena izmed študij pravi, 3 mesece človeku ponavljaš eno in isto laž, on jo zapiči v male možgane in po tem obdobju jo ni količine dokazov, ki bi človeka odvrnila od tega, kaj ima v malih možganih. Tako da nekako jim ne moramo več pomagati kot izključno s lastnim zgledom. Zdaj lastni zgled pa je kaj? Mernost, nereagiranje, nasmeh na obrazu, v eni roki sonce, v drugi zlati smeh, dobra volja je najbolja, visoka vibracija je tisto, kar moramo vzdrževati, ne glede na to, na kakšen način in kakšno število ljudi skuša to vibracijo zatrti. Torej, bom rekel, zatemniti našo lučko. Alright. Ja. Strah in sovraštvo, smo rekli, to so te nizke vibracije, nizka čustva. Ne ljubezen gre čez sovraštvo, ne ljubezen gre čez strahove. Strahovi so, kaj? Noter prazni, okrog jih nič ni. Nekje smo rekli, vsi smo v življenju delali napake, dajmo jih spustiti, bilo je prošlo, čas je, da gremo v novo dobo in v novi dobi ne bomo rabili ničesar več, kar v bistvu nas zdaj nekako zadržuje nazaj, mnoge izmed vas. Jaz sem svojih stvari odpucal iz sebe še in še, pa vidim, da še se najdejo točke, kjer v bistvu reagiram narobe. Vse, kar znam, oziroma kar je prednost, oziroma kar sem zmasteriziral, je to, da se zavem, da sem naredil narobe in ne smem negativno misliti. Ne vem, recimo, jaz sem v uredu stanju, nekaj napišem ali nekaj posnamem in pa mi nekdo nekaj napiše komentar v smislu, ne Turšič, to pa si čist narobe napisal, tamle to mal poprav, ker tamle nisi v redu naredil. Pa si mislim, pa kva me jebeš, pa tam imaš svoj zid pa napiš, imaš snemalnik tako, kot jaz pa posnem, ne. A veš, in človek v sebi si mi nekako tok misli mu daš, pa kva je s tabo, jebem ti sunce, ne. Padeš v nek fazon in zdaj jaz v teh fazonih v sekunde štejem, ko v bistvu rečem, pa kaj se greš, pa se pa veš, da te je hotel zdrkant, ne. Zdaj muš pa pustu, ali kaj. Ne ji pustiti, ali mu pustiti, kakorkoli, ne. Nekako tudi vam polagam na srce, dajte, če ste nekaj se odločili, da je to vaše mnenje, ne dovolite, da ga tamen pajac premakne in ako se imenuje za jaz sem pa elita, jaz sem pa znanost, jaz sem pa ne vem kaj, ne. Tudi mojih besed ne, da ne bo pomote. Mislim, Jezusove bi bilo, pa te pa že skoraj lahko malo sledimo, ne? Pa tudi to se sovpada z interpretacijo, s pravilno interpretacijo glede na vaše stanje oziroma na vaš nivo zavesti. Zdaj naša zavest raste, naša zavest ne gre iz nič na 100%, a ne? Tako da vse stvari morate razumeti kot journey, kot potovanje in 2 leti nekako smo skupaj v temu in bi si želel, da smo napredovali več kot smo, ampak ok, verjetno je tudi tako, kot je glih prav. Dobar, imejte jasno moč lastnega karakterja, zavedajte se, kako močen
kako močno orožje v tem svetu je stabilen karakter. Ne? Zdaj okolica, v bistvu narcizem, želi ta karakter rušiti, ne? Na vsak način in to s primitivnimi posegi, da v bistvu se posmehuje empatiji, da se naši, naivnosti reče šibkost, da ker nismo poznali njihove igre, so rekli, da smo neumni, da nikoli ne bomo nič naredili, da mi pa se itak nič ne da. Seveda, njih je mnogo z zelo malo energije, nas je malo, naša energija je... Ok, če smo rekli emocije, moramo dati pod kontrolo, ne na stran, pod kontrolo. Smo rekli, emocije so konji, naš je tisti, ki more te stvari držati pod kontrolo, torej temu se reče zdrava in čustvena inteligenca. Kako se že reče, no? Da nisi čustveni invalid. Zdaj, en segment je ta, da vas ne sme nič presenetiti in nič vas ne sme izteriti. To je začetna pozicija oziroma predpogoj, da gremo mi lahko en štuk višje, korak naprej. Da se srečamo z mislimi in na njih ne reagiramo emocionalno. Ne? Ljudje nas zajebavajo, pa mi z emocijo reagiramo, a ne? Ok, to je ena faza. Druga faza je, ko priletijo misli o nekomu, vas to, ne vem, ali zaboli, ali zaskeli, ali zažalosti, ali ne vem kaj. Mi moramo se naučiti, da te misli nimajo več povezave s čustvi. Ne? Krasno je, da imamo telo in da imamo čustva in občutanja. To so naši gonilni konji. Vendar, misli so tiste, ki morajo delovati razsodno na en način, čustva pa morajo slediti našemu umu. Jaz mislim, da nisem zdaj dosti jasno povedal. Skratka, predpogoj je, da bomo mi v prihodnji dobi, v prihodnjih fazah znali delovati čistih, jasnih misli brez čustvene upletenosti. Temu se reče objektivnost pa subjektivnost, no, na tak način. Eto. To, nekako dajte zaupati, da vesolje skrbi za nas v popolnosti, da mnogo stvari ne moramo kontrolirati, a ne? Tako, kot ne moramo kontrolirati, recimo, srčnega utripa, prenosa kisika v celicah, prebave, dihanja, blinkanja z očmi. Na marsikaj v našem telesu mi nimamo vpliva. To so stvari, ki delajo avtonomno. In tako nekako tudi na energetskem nivoju stvari delajo avtonomno, če niso bremzane, če niso zaustavljene, torej če ni pretoka. In mi moramo skrbeti za naš pretok. Pretok energije, pretok misli, pretok čustev, ničesar ne blokirajte, ničesar ne zadržujte, ker nič ne boste odnesli sabo in vse, kar prenašate sabo, je izključno breme, kajti vse, kar rabite v trenutku, kjer se znajdete, načeloma že imamo, vendar smo zaradi uma nekje te stvari zablokirali in ne moramo dostopati v popolnosti do tele empatičnega področja. Tja gremo, tja bomo prišli, samo po sebi ne bo šlo, če se ne boste posvetili svojemu telesu, svojim občutkom in spustili stvari in na svoje potovanje stopili vi sami. Vaše duše ne more očistiti nihče drug kot izključno vi. Zaradi tega ne čakaj, ne čakaj ljubezni, ne čakaj na maj, ljubi že zdaj, ker ljubiti sebe je predpogoj, da sploh lahko stopimo naprej, sprejeti sebe po zunanjosti, po notranjosti. Mi načeloma smo vsi prečudoviti božji otroci
imamo packe je treba zagledati in spucati. Nič ni to tacga. To je treba narediti. V 5. dimenzijo umazanija ne gre. Pika. To je to. Držite se, imejte prečudovit dan, zavedajte se, da ste lepi, prekrasni, očuvani in ljubljeni beyond, iznad vsega. Za nas skrbijo mnogi. Držite se. Čau.